ko lahko zopet začutimo povezanost, začutimo, da smo na pravi poti k varnosti in to skupaj. Želim, da nas danes poveže občutek raznolikosti, pa vendar povezanosti, enotnosti, ponosa, ko se spominjamo 20-letnih prizadevanj za večjo varnost žensk in otrok doma. In se mi zdi, da se danes nahajamo v enem pomembnem času, ko ne smemo pozabiti, pa si zastaviti novih ciljev in jim ravno tako aktivistično slediti, kot smo to počeli vsa ta leta do danes. Zakon o preprečevanju nasilja imamo varne hiše, imamo vedno več nevladnih organizacij, imamo regionalne koordinatorke, imamo vedno lažjo dostopnost do programov pomoči. Ampak te stvari je treba uporabljati, če želimo, da delujejo. In se mi zdi, da je to eden od izzivov za prihodnje. Uporabljati vse, kar je na voljo, zato, da bo žrtvam nasilja lažje. Principe za delo v varnih hišah smo razvijali v praksi. Iz teorije, iz tujine je bilo možno prenesti bore malo. Slovenski prostor je specifičen, tako kot je specifičen vsak prostor. In danes, ko načrtujemo nove politike v skladu z novim zakonom za preprečevanje nasilja v družini, je pomembno, da počnemo isto. To je edina dobra praksa. Pravil igre se ne piše na ministrstvu. Piše se jih v praksi, pa se jih potem prenaša v teorijo. V tem času, ko odpiramo v Ljubljani novo varno hišo, moramo povedati, da v Mariboru zapiramo svojo enoto. Svojo enoto po 8 letih prizadevanj zapiramo zato, ker v mestni občini Maribor nismo naleteli na tak posluh, kot smo naleteli nanj v mestni občini Ljubljana. Tako, našo enoto v Mariboru zapiramo zato, ker nam v 8 letih delovanja ni uspelo zagotoviti ustreznega sodelovanja z občino. Naši programov ne financirajo v zadostni meri, da bi lahko tam ostali in nadaljevali z delom. Kaj pa donatorji? Donatorji v tolikšni meri ne prispevajo. Donatorji za takšna društva ponavadi prispevajo stvari v materialu. Mi pa potrebujemo tudi denar za strokoven kader, ker drugače strokovne pomoči ne da zagotavljati. Nekaj lahko naredimo s prostovoljnim delom, ampak seveda vsega ne. In se pravi, edina rešitev je pač zaprtje hiše. Tako, po 8 letih prizadevanj smo se odločili, da je to še edina možna rešitev. Na ta način želimo, da bi v prihodnje bilo za druga društva lažje. Kaj v prihodnosti bi morali še narediti na tem področju? Se bolj ukvarjati z nasilneži? Tako, potrebujemo veliko več programov za storilce. Naš je zelo osamljen v Sloveniji. Potrebujemo nevladno organizacijo v vsaki regiji ali v vsakem večjem kraju, kamor bi se žrtve lahko obračale. Potrebujemo prihodna stanovanja za tiste žrtve, ki sicer ne potrebujejo varnostnih ukrepov iz varne hiše, potrebujejo pa neko ekonomsko pomoč, da lahko odidejo iz nasilja. Potrebujemo regijske koordinacije, kjer bi lahko ustanove, ki na tem področju delujemo, delovale bolj koordinirano, da bi delovale bolj povezano in časovno usklajeno. To bi bilo vsekakor v interesu žrtev. Z delovanjem policije in sodstva ste zadovoljni na tem področju? Z delovanjem policije smo zadovoljni vedno bolj, sodišči pa ne. Velikokrat v sodbah beremo zelo stereotipne predstave sodnikov in sodnic o tem, kaj je nasilje v družini. V svoje razsodbe vnašajo svoj oseben pogled na žrtve nasilja, na storilce in to seveda ni v redu. Je pa zelo težko z njimi vzpostaviti sodelovanje, ker se sklicujejo na potrebo po neodvisnosti sodstva. Je v Sloveniji potreba po še več varnih hišah oziroma ali nasilje narašča? O tem imamo zelo nasprotujoča mnenja, ker pač ni bila narejena raziskava v preteklosti, ne vemo ali narašča ali pa ga samo zaznavamo bolj. Ampak vsekakor narašča obiskanost programov za žrtve in storilce nasilja. Potrebujemo pa seveda več regijsko uravnoteženih programov, se pravi, ne sme biti vse skoncentrirano v Ljubljani, ampak je treba pokriti tudi druge regije in to se mi zdi eden od pomembnih izzivov za prihodnje.